Pozdravljeni v spletu dogodkov tedna. Današnja oddaja je prav posebna in tudi zadnja v tem polletju. Jutri uradno stopamo v poletje. Čeprav zunaj že lep čas diši po soncu, sladoledu in dopustih, je prav prvi poletni dan tisti, ko se brez slabe vesti lahko poslovimo od pomladi in skočimo v poletno sproščenost. Zato smo tokrat za vas pripravili informativen poletni sprehod skozi najzanimivejše dogodke tedna, ki so se zgodili v Sloveniji in po svetu. Ostanite z nami. Slovenija bo do konca septembra letos uvedla nov sistem Sea Alert za javno obveščanje o nesrečah in nevarnostih. Opozorila bodo poslana kot potisna sporočila na telefone ljudi na ogroženem območju, brez potrebe po aplikacijah ali spletu, tudi na starejših telefonih. Prejemanja najpomembnejših opozoril prve stopnje ne bo mogoče izključiti. Sistem bo prilagojen gluhim, naglušnim, slepim in slabovidnim ter ne bo zbiral osebnih podatkov. Obvestila bodo podprta z zvočnimi in vibracijskimi signali za učinkovito opozarjanje. Pred začetkom delovanja bo jeseni izvedeno javno testiranje. Slovenija bo tako izpolnila evropske standarde, saj je bila ena redkih držav Evropske unije brez takega sistema. Za Dijano Možino Zupanc je glasovalo 53 poslancev, potrebnih pa je bilo 60 glasov, zato ni bila izvoljena. Sama pravi, da to ni osebna nezaupnica, ampak odraz odnosa do človekovih pravic. Predsednica republike Nataša Pirc Musar odločitev obžaluje in napoveduje težave pri iskanju novega kandidata. Politiko poziva k večji odgovornosti. V Gibanju Svoboda so razočarani, ker nekateri poslanci niso glasovali za varuhinjo. V varnostni službi predsednika vlade Roberta Goloba poteka inšpekcijski nadzor zaradi domnevnih kršitev pri delovnem času. Vseh podatkov še ni, saj jih zaradi varnosti niso razkrili. Hkrati so se pojavili dvomi o visokih plačah varnostnikov, ki jih določa nejavni akt ministra. Eden je februarja prejel skoraj 7200 evrov bruto, večinoma iz dodatkov. Nadzor naj bi razjasnil zakonitost izplačil in status zaposlenih. Vlada je sprejela novelo zakona, ki od januarja 2026 zvišuje nadomestila za brezposelnost. Najnižje bo 70% minimalne plače, najvišje pa do 130%. Ministrstvo za finance dvigu nasprotuje zaradi stroškov in nizke brezposelnosti. Novela prinaša tudi lažje pogoje za upokojitev in strožje agencijsko delo. Zakon je povezan z evropskimi sredstvi in bo hitro obravnavan v državnem zboru. Prekarci opozarjajo, da vlada ni izpolnila obljub o izboljšanju njihovih pogojev. Sindikat Mladi Plus zahteva hitre ukrepe, kot so boljši nadzor, implementacija evropskih pravil za platformno delo in krepitev inšpekcije. Študenti, ki delajo prek napotnic, nimajo delavskih pravic in delajo zaradi finančne stiske. Mladi opozarjajo, da prekarnost vodi tudi v stanovanjsko negotovost. Sindikat osebne asistence in sindikat upokojencev podpirata zahteve po zaščiti delavcev. Ministrstvo pravi, da je strategija za odpravo prekarnosti skoraj pripravljena in bo sprejeta jeseni.
Vlada je sprejela zakon za stalno shemo skrajšanega delovnega časa v krizah. Podjetja lahko skrajšajo delovni čas za 5 do 20 ur tedensko, država pa subvencionira 60% plače do 6 mesecev. Delavci se prijavijo in lahko sodelujejo v usposabljanjih z nagradami. Podjetja morajo vrniti pomoč, če v prvem letu po subvenciji izplačujejo dobičke ali nagrade. V Teheranu je izraelska vojska ubila visokega iranskega poveljnika Alija Šadmanija, kar je sprožilo raketni napad Irana na Izrael. Spopadi potekajo v Iranu in Izraelu, slišijo se eksplozije, aktivirana je zračna obramba, prebivalci bežijo. Trump je Iran pozval k evakuaciji in zagrozil z napadom, odločitev pa naj bi sprejel v prihodnjih 2 tednih. Konflikt je močno vplival na gospodarstvo, evropske borze so padle, evro je oslabel, cene nafte pa so se dvignile zaradi strahu pred zaprtjem Hormuške ožine. Mednarodna skupnost je zaskrbljena, potekajo evakuacije državljanov. Iran kljub grožnjam ostaja nepopustljiv. Rusija je v ponedeljek ponoči Kijev in Odeso napadla z droni, raketami in hipersoničnimi orožji. Napadi so trajali 9 ur, ubili so najmanj 14 civilistov, ranjenih jih je okoli 40. Tarče so bila letališče, skladišča, stanovanjske stavbe in ključna infrastruktura. Zelenski poziva k večji podpori Ukrajini. Kanada in Velika Britanija napovedujeta novo vojaško pomoč in sankcije proti Rusiji. Voditelji skupine G7 so v skupni izjavi pozvali k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Predsednik ZDA Donald Trump je srečanje predčasno zapustil, Bela hiša je kot razlog navedla konflikt med Izraelom in Iranom. Vrh se je 17. junija končal brez sklepne deklaracije, saj ZDA niso soglašale z delom osnutka, ki Rusijo obsoja zaradi vojne v Ukrajini. Po strelskem napadu v srednji šoli v Gradcu je Avstrija zaostrila zakon o orožju, uvedla višjo starostno mejo in daljšo čakalno dobo za pridobitev dovoljenja za posedovanje orožja. Ustanovila bo 20-milijonski sklad za pomoč prizadetim, povečala število šolskih psihologov in okrepila varnost na šolah. Policija opozarja na val lažnih groženj in poveličevanje napadalca na družbenih omrežjih. Evropska komisija načrtuje znatno zvišanje trošarin na tobačne izdelke, kar bo povzročilo podražitev cigaret in e-cigaret za približno petino. Namen ukrepa je zmanjšati število kadilcev pod 5% v naslednjih 15 letih, saj so pri omejevanju kajenja višji davki najučinkovitejši. Trošarine bodo prilagojene glede na kupno moč držav, ukrepi pa vključujejo tudi strožjo prepoved kajenja na javnih mestih, kar že velja v Franciji. Od nas se je zavedno poslovil gluhoslepi Jože Tekavčič. Bil je dolgoletni in aktivni član MDGN Auris Kranj ter izjemen promotor kulture gluhih in gluhoslepih. S svojim delom je pomembno prispeval k vidnosti in razumevanju te skupnosti v Sloveniji.
Leta 2022 je prejel posebno priznanje Jabolko navdiha, ki mu ga je podelil predsednik države Borut Pahor, kar je bila velika čast in priznanje za njegovo dolgoletno prizadevanje. Jutri bo potekalo državno prvenstvo gluhih v orientacijskem teku, ki ga organizira Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije. Tekmovalci se bodo pomerili v Podvinu pri Polzeli pod goro Oljko. Prvenstvo obeta športno vzdušje in povezovanje gluhih tekačev iz vse Slovenije. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da v Bohinjskem jezeru trenutno ni zaznavnih zdravstvenih tveganj za kopalce. Redno vzorčenje na območjih Ukanc in Fužinski zaliv ni pokazalo posebnosti. Rezultati zadnjih analiz še niso znani. Medtem na območju preiskujejo povečano število poginov psov in mačk. Truplo ene psičke je bilo poslano na obdukcijo, vzorce za analizo toksinov pa bo preučil tuji laboratorij. Mikroskopska analiza vode je pokazala prisotnost cianobakterij, ki lahko tvorijo strupene toksine. Jutri zjutraj bo še nekaj oblačnosti, nato bo večinoma sončno. Burja na Primorskem bo ponehala. Temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, na Primorskem do 20 stopinj Celzija, podnevi do 30 stopinj Celzija. V nedeljo bo zjutraj sveže in čez dan sončno. V ponedeljek bo sončno in vroče z jugozahodnim vetrom. Kretnja tedna je prekarnost. Kreta se takole. To pomeni začasno, negotovo delo, brez dolgoročne varnosti, pogosto z nizkimi plačami in brez pravic ter socialne zaščite. To delo je začasno, nestabilno in lahko povzroča stres ter težave pri načrtovanju prihodnosti. Prišli smo do konca oddaje. Splet dogodkov tedna odhaja na zaslužene počitnice. Ponovno se vidimo septembra. Želimo vam čudovito poletje, krasne, mirne in sproščene dneve, z veliko sonca, smeha in nepozabno lepih doživetij.